Dober dan. Ja. Dober dan. Dober dan tudi vam. Oziroma, ne, kot bi moramo v duhu današnjega dogodka, dober dan tudi vam pred televizorji. Tako je. Jaz sem glihkar iz Kopra, tako da lahko povem, da je bilo tam malo sončno pa malo oblačno, pa da vedno znova, Antiša, ki si ti lokalc, ne, to je veliko mesto, je Bentiš. Jaz to ne vem, to bi lahko bilo tudi, bi imeli alternirali, pa bi bilo malo glavno mesto vsake toliko. Koper pa Zambrantija, ja, to so prestolnice tukaj. Kaj se? Ne, cool. Je že tak mal, mislim, vsakeč znova, veš, takoj tiskam morje, vidiš, lej ga morje. Je pa fajn, to pa, da je morje in da je to mediteransko okolje. Nisem pa vedela. Sem pa jaz še vedno, Nataša, v Kopru in ni več tako sončno, kot je bilo, ko si bila ti. Ja, vem, je že mal držek bil, ko sem odhajala. Sem pa vedno, tole je pa, naučimo se nekaj novega, v četrtek popoldne je na Primorskem že mali petek, ne? Jo. Zakaj bi pa to omejil na Primorsko? Ja. Ne vem, v petek je tisto, ob 3 popoldne je v petek v normalnih krajih, ajde, gremo. Ampak v četrtek že menda popoldne nobenega ne dobiš nikamor, ker je to že vikend. Ni pretiravanje. Okay. No, jaz bi sam na začetek, ko sem na Primorskem, sem sam zahvalila Lukatu za nasvet, kje se v Sloveniji gre na ciple. Tako da jaz to zdaj vem, edin možno, da jih bom zamudila, ker so menda sam zimska stvar to. Tako da, sam to sem imela. Drugač pa ste viden čist napaljeni, ker ste komaj čakam, da me updatate s protestom. Ste vsi gledali? Ja, no, seveda, ne. Ja, smo. Valjda. Uživali. Aljaž, daj ti lepo špičko, ker če ne samo čist preveč zataknili že na štartu. Pred nami je častna naloga. Meni je včasih nenavadno, kako novinci v politiki kar naenkrat postanejo sami sebi namen. Moja naloga in dolžnost je, da se oglašam v takšnih situacijah. Lažje držati za lopato, moram reči. Diskurs, ki ga slišimo danes, je šovinističen. Fantje igrajo monopoli z državnim premoženjem. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. To so vsi koraki v smeri večjega socializma. Antiša, čestitam. Letošnje leto si vzel zelo resno, kar se tiče politbizark. Tvoj kandidat je, ne bom rekla prepričljivo, ampak zmagal. Čau. Hvala. In pa sem šla celo malo pogledat, kako stojimo letos in Antiša vodaš. Nehi, a res, a kaj? Ja, jaz se te spomnim iz prvih sezon za burek nisi imel in eto te, 5. sezona, že zmaguješ. Jaz sem late bloomer. Ja, tako da nabral si že 5 zmag, midva z Aljažem jih imava 4, nažalost pa Andraž ti celo 2. Ja, no, mislim, zdaj... Jaz sem kot Rok Petrovič v sezoni 85-86. 5 zmag za svetovni pokal. Ne, Andraž je zelo blizu planu, ki si ga je Jaz sem šel zastavil na true bizarke, ne na ljudem všečne bizarke in takšne stvari, ne. Ko je bilo pa treba, sem pa posem pokazal, ne, dvojček, video, navadna, tako da se ve, ne. Kako pa, grozdje je močno kislo, Andraž je močno kislo. Kakšno grozdje? Čem govorimo? Grozdje je kislo, lisička moja. Gospodje, te imamo kar nekaj. Znani so kandidati za nasledstvo Fajon na čelu SD, malo tudi z okusom po rekonstrukciji vlade, glede na novo komunikacijsko strategijo in nekaj menjavah. Po sporu s Kordišem je Levico nekaj članov zapustilo, zdaj koga naj to skrbi ali ne. Kampanja za evropske volitve je v polnem teku in se mi zdi, kot sem spremljala našo interno komunikacijo, da je protest SD, ki je bil danes, se pravi četrtek, SDS, čeprav vse je v redu. Oprostite. Protest SDS, ki ga je organizirala danes na Kongresnem trgu, 21. marec. Povejte mi, a je Ljubljana padla s tečajev že? Kaj si moram zapomniti? Andraž. Kakšno vprašanje hecno je to? Kako misliš padla s tečajev? A je to divje bilo, a je bilo divje, ali ni bilo divje, ali še stoji? Se nisem bil tam. Dobro, spremljal si posnetke. Jaz sem zahvaljujoč legendarnemu snemalcu in dokumentaristu vseh protestov zadnjih nekaj let, Vladimirju Vodušku, ki se mu v tem trenutku iskreno zahvaljujem za to neumorno dejavnost njegovo. Gledal to pač na YouTubeu in tam, nažalost, je bila kamera sam spredi. Jaz sem videl tam Janšo
Godčevo, ne, kako je že, Jelka Godec, ja. Ja, In še vodja nekaj poslanske. vidnih Romano posameznikov, Tomc, nekaj, Božota tudi Romano, Predaliča. točno, ne, tudi, ja. Božo nekaj Predalič je nekaj bil, vidnih ja. posameznikov sem hotel tole povzeti vse skupaj. Tako da jaz ne vem, koliko je bilo res ljudi neumorno sem iskal na Twitterju, na medijih. Noben si očitno ne upa več napisati, koliko jih je, da potem očitno nekaj ne bi prišlo do vojne, koliko jih je res bilo ali kaj. Ne vem, rečemo, ajde zaokrožimo, ne vem, 30,000, ajde. Najmanj. Mislim, jaz sem bil na začetku, začel se je proper bizarno z napovedjo, da bodo preimenovali ta trg, na katerem so, v trg Jožeta Pučnika, očeta slovenskega naroda, kar je povzelo bučni aplavz, seveda. Tako res proper bizarn. Najava v bistvu vsega, kar je sledilo, ker to je bil en tak res bizar fest, bizar fest. Moram pa priznati, da sem pa malo razočaran, da so mi pa že večkrat dolgočasni, so zelo predvidljivi, z vsem skupaj, v bistvu, z estetiko, kulturnim nastopom, nagovori in tako naprej. Videti je, da je klop kar kratka, a ne. Drugače pa, če gremo pa na resno stran, ne, Ja? je bilo pa to v bistvu prvo izlaganje, da tako rečem, agende pred volitvami. To je pa čisto jasno. Mislim, če si je kdo to zraven ki je zapisoval, ne, tle imamo vse točke programa, na katere bomo štartali. Naj ugibam, a lahko? Ja, izvoljene, so bile tam podane. Ne. No, povej mi, a je bilo Belce nas hočete uničiti? Je bilo? Ne s temi besedami, ampak No, okej, Ja, je bilo, to sem ja, itak, ja. poenostavila. A je bilo migranti posiljujejo naše ženske, pa pač migranti? Ne posiljujejo, ampak uvažajo jih zato, da bodo volili za Levico in to vi plačujete 2000 evrov na mesec. Ja. A je bilo volitve kradejo? Ja, itak. Je bilo in teorijo spola si nekam utaknite. Je bilo kaj spola? Ne, ta del mi je malo zmanjkal. So pa izpostavili referendum evtanazije, češ da je to alternativa za domove za ostarele, za paliativno oskrbo in tako naprej, je pomoč pri samomoru. To, mislim, ne, zelo jasne točke so bile, na kaj se bodo oprli. Ali lahko tukaj uletim samo z eno primerjavo? V bistvu to, kar smo gledali, je bilo zelo neoriginalno. Mi je bil v bistvu povzetek ameriškega republikanskega playbooka zadnjih, ne vem, 14, 15, 16 let, Nataša, ti už to zelo dobro vedela. Kako je to izgledalo? Ne, ta zakon o evtanaziji, ki seveda to ni, ne, ker je razlika med evtanazijo in... Evtanazija, lepo prosim, že četrti slišam evtanazija. Ne, malvazija je pa evtanazija je. Pa veš, kaj se Malvazija eutanazija? ni evtanazija. Antiša, prekri se ušesa, ker bom nekaj rekel. Aneks. Dobar, Sej to je pa čisto v redu. To je pa v redu. Janez Janša je rekel aneks na današnjem Pa vlada je tudi v redu, ne vlada. Ampak skratka, gre za to, da v bistvu imamo vse te kopije teh republikanskih teorij zarote, od Obama death panels, ne, do white replacement, do 3 pizd materin. Skratka, daj nehaj, no, pa daj, Tjaša bo spet jezna, pa daj, no, oprosti, Tjaša, tukaj v tem primeru je ta stvar objektivno pravilen opis. In je vse to je neoriginalno, Janša ni bil prepričljiv, ploskal se je izključno na predpisanih mestih, spontanega ni bilo nič v celi zgodbi, razen na koncu, kjer so zanimivo zapel najprej ob sicer v strokovnem vodstvu naprej zastave slave, staro himno Socialistične republike Slovenije. In jaz sem zdaj mičken zmeden, ne? Ne vem točno, kaj se kle dogaja, tudi Janša je bil na koncu pri vsem tem izključevanju, ne, in vi ne smete, in na koncu rekel, kdor ni proti nam, je z nami. Je lahko z nami, ja. Tako, ne, ker ne vem, če točno kaj še ostalo od teh, ampak jih je prej izključil, ampak okej. In drugič, vse to jerbanje socialistične ikonografije, a veš, ne vem, da ne bo tovariš Janša na koncu res postal to, kar mu nekateri očitamo že dlje časa, edini pravi titoist v Sloveniji. Ki je danes citiral Edvarda Kardelja Speranca, ne? No, evo, še to. Antiša, tvoji takeaways. My takeaways. Ja, meni se je zdel, torej jaz najprej pozdravljam dejstvo, da je ta zbor bil in pozdravljam dejstvo, da tega zbora niso razgonili policaji s solzivcem in konji. To se mi zdi blazno dobro, ne? Sicer sem pa Janšo videl kot izrazito spravljivega človeka na tem kako se reče, zletu, zboru, nagovoru, ne? Ker če ti postaviš Janka Premrla Vojka in Lamberta Erliha enega ob drugega, ne,
to je res signaliziraš, ne, da vsi ste lahko z nami, ta rdeči pa ta črni. Sicer pa ja, tako, Aljaž, tudi kot si ti rekel, prav originalno tole ni bilo, kar nekaj užaljenosti je velo iz tistega, kar je Janez Janša povedal, ne. Hkrati pa mu ne moramo odreči nekaj, kjer izraščam to reči, zdaj, da ne bo izpadlo, da ne bo izpadlo preveč naklonjeno Janezu Janši, ampak tista zajedljivost v začetku mi je bila kar všeč, no, o ministrici za digitalno preobrazbo, ki pride s papirnimi fascikli na hearing v Državni zbor in tako naprej, ne. Skratka, on je povedal tisto, kar se mi zdi, da je njegova publika želela slišati. In mislim tudi, da se naslovniki tega, ne, končni naslovniki tega, to so pa gospe in gospodje v vladi, ob tem niso pretirano dobro počutili, ne. Me pa veseli še to, da ko se bodo organizirali protesti, ko se Janez Janša vrne na oblast, bomo ta protest lahko izrabili oziroma izkoristili kot argument za to, vam so pustili, pustite tudi vi njim. Edino, kar sem jaz ujela, mimogrede na družbenih omrežjih v zvezi s protestom, je, da na njem ni bilo Logarja in gospe Ergl, da sta nekje na Primorskem, imate svoje z platformo, ne, pa da tudi NSI se ni pridružil. Je to, sem prav ujela. NSI imela istočasno okroglo mizo v klubu Cankarjevega doma. Aha. Oni so salonski desničarji, ja. In na tej mizi med drugim sedi, veste tudi kdo? Dejan Verčič. A to je ta miza o Kobajagi, globoki politični krizi? Ja, moja bizarka. Šušteršič pa ne vem. Okej, v redu. Verčič. Ja, dobro, pol bi jaz, če dovolite, bi pol jaz postavila klele piko tej temi. Ali menite, da bi bilo še kaj zapovedati? Ja, ne smemo zanemariti teh lepljenk, kolažev, televizijskih nastopov Roberta Goloba, ki so segali vse tja v čase, ko je bil še podpredsednik Pozitivni Sloveniji, pa do zadnjega intervjuja pri Urošu Slaku. V enem trenutku se je zdelo, da bo Goloba na tistem odru oziroma platnu videti več, kot je bilo videti potem Janeza Janše na koncu, kar se minutaže tiče. Jaz bi tudi les postavil še take bizarnosti, kot so naprimer, tako že prej Antiša se mi zdi načeva, ne. Recimo, mi ne bomo revanšisti, ampak denar bo, to, kar ste nakradli, boste vrnili brez skrbi. Pa spostavljanje, mi nismo proti, ne, kot vidite, mi nismo proti ničemu, če so vse čas govorili proti čemu so. Čeprav vemo, da sami največje žrtev anti-momenta in se na tem tu zelo zgražajo, ko pride do tega. Skratka, vse to, kar so trdili, da niso, in vse to, česar noče priznati, da so v bistvu demonstrirali, da so. To se mi zdi res in to tako očitno. Ne? Pa še zadnja stvar glede teh bizarnih izsečkov oziroma montaž oziroma posnetkov. Jaz se sprašujem, kaj Pop TV zdaj naredil. Ne? Tam smo gledali Uroša Slaka v živo, mislim, tako minutaža, resna minutaža. Ne? A jih bojo zdaj tožili, ne? Zaradi uporabe avtorskih posnetkov, ali bodo se zahvalili za predvajanje njihovih, ne pa posnetkov iz Nove 24. In z besedami Uroša Slaka, kaj zdaj to pomeni? Problem tega nagovora, po mojem, je en sam, ne, da vsebinsko, vsaj v delu, kjer je kritiziral vlado, ni bil tako zelo zgrešen. Problem je v tem, kdo je to kritiko izgovarjal. Ne. Mi vemo, da Janez Janša v slovensko politiko ne prinaša ničesar dobrega in zato, po mojem, ni on tisti, ki lahko to kritiko, seveda jo sme, ne, saj smo pravna in svobodna država, ampak da bi bil pa verodostojen, pa ni on tisti, ki jo lahko izgovarja, ker vemo, kaj in kako se je dogajalo v času njegovega režima. Se pravi, poslušajoč vas, če povzamem, kar ste povedali, venček domačih, brez presenečenj, rahlo zagrenjeno, pa zaenkrat ne vemo še koliko zares ljudi. Pa kar domačisko. Okay. Ja, no, to pa je. Pa se to je klasika. Ne? Ja, to je klasika. Jaz sem tako, sarkazem je, poskusi humorja, ne, kot bi rekel Jure Godler, so kar izstopali in se ne vem,
če se vi trije strinjate s to oceno, ampak takrat, ko Janša dobaciva, takrat se mi zdi, da je Janša brez idej. Drugače, takrat, ko ima on dejanski načrt za prevzem oblasti, ko se stvari dogajajo, ne, takrat je on dosti bolj fokusiran. Tole zdaj je bilo pa res, kot je, ne vem, nekdo od vas treh rekel, pač užaljenček, ki je jamro, da smo pred 2 letoma vzeli igrača. Hočeš še takrat, ko se spet postavi vlogo nesvojenega urednika Pavliha in začne duhovičati, pomeni, da ni resnega napada na oblast ta hip. Mislim, tako jaz to razumem, zdaj pa ne vem, če imam prav. No? Ja, se je šlo res za začetek kampanje za evropske volitve, ki ne pomenijo prevzema oblasti. Gremo na drugo točko. Ja, no sej, gremo. Lahko se eno stvar pohvalimo, ampak se ne date. To bi pa lahko. Mislim, truth to be said. No. Kulturni program v resnici ni bil slab. No, to jim je treba priznati. Tle so vedno boljši. Dej. Ker ni tovariša Pirka zraven, ne, je vse boljše. To ste spet vi, ljubljanska elita, ki se norca delate z vsemi, ki niso čist po vaših merilih. Jaz se ne delam norca, jaz resno mislim. Bodite malo odprtega duha. No. Ne, jaz čisto resno mislim. Dobro, postavljam piko tej točki dnevnega reda in prehajamo na naslednjo. Pred 2 tednoma smo o tem že govorili, namreč odprt je lov na predsednika SD, oziroma takrat so evidentirali kandidate, nekaj 10 na vsako funkcijo. Na koncu so za predsednika stranke podali soglasje dr. Milan Brglez, evropski poslanec, župan Beočan in Ajdovščina, ne, Antiša? Tako je. In pa Jani Prednik, ki je vodja poslanske skupine SD. Kongres bo 13. aprila. Fajon je, se mi zdi mogoče celo s stisnjenimi zobmi rekla, prišel je čas za novo vodstvo. Zdaj, prejšnji teden smo nekaj malega o tem, da Brgleza pa že ne, je med kandidati. Je za koga to presenečenje? Oziroma, ajde Antiša, da začneš prvi recimo, komu od 3 pripisuješ, da bi glede na stanje, v katerem SD je, pa glede na članstvo, kakršno je, največ možnosti, da dejansko, ne vem, prevzame predsednikovanje. Najdlje se s tem... Kdo bi bil tvoj favorit? Ne osebni, odgovor je dvojen. Ne? To se pravi, najdlje se s tem naskokom na oblast seveda ukvarja Jani Prednik, ki se, bom rekel, vsaj na tej medijski pojavnostni ravni politiko zna iti. Mi smo na njega že opozorili že pred nekaj časa, zdaj samo ne bom čist prepričan, a sem ga jaz zaznal in to sporočil v naši grupi, kjer se pogovarjamo in opravljamo, ali tudi med snemanjem podcasta, tega ne bom trdil. Skratka. No, ti jaz povem, da si ti njega posebej izpostavil kot nekoga, na katerega je treba paziti. Ja? Hvala lepa. Bi pa tukaj, kot nekdo, ki živi na Primorskem in kar dolg delal v enem primorskem mediju, bi opozoril na Tadeja Beočana. Namreč, ne? On je na nacionalni ravni absolutno spregledan. Ne? Če pa ti njega gledaš kot nekoga, ki je župan ene v bistvu občine, ki bi jo lahko proglasili tudi za žrtev prehoda iz socializma v kapitalizem s propadom industrije in tako naprej, ne? Pa v bistvu ugotoviš, da on tam dela zelo pravilne stvari v Ajdovščini. On je župan Ajdovščine, mislim, da je zdaj 2. ali 3. mandat, ima izrazit posluh za podjetništvo. Jaz sem govoril s kar nekaj podjetniki iz tistega konca in so zelo zadovoljni z njim. Ima posluh za razvoj kraja, kolikor sem uspel zagotoviti. Seveda niso vsi zadovoljni popolnoma s tem, kar dela, ampak mislim, s kom pa so, ne? Tudi z Michaelom Jordanom niso bili vsi zadovoljni, ne? Ampak hočem reči, ne? Nekdo, ki je na nacionalni ravni spregledan, na lokalni ravni dela tako zelo smiselne stvari in nanj ga velja biti pozoren. Bi pa hkrati takoj opozoril, da ti na lokalni ravni delaš nekaj prav, ne pomeni, da si to sposoben delati tudi na nacionalni ravni. Spravi, niso vsi košarkarski igralci, ki so odlični, lahko tudi odlični trenerji in obratno. Ne. Milan Brglez je profesor, ki ga je v visoko politiko bolj ko ne, če smem uporabiti ta izraz, naplavilo.
V tem času se je uspešno skregal s tistim, ki ga je v visoko politiko pripeljal, se prestavil v eno drugo stranko, kjer zdaj pač poskuša, kot vemo, prevzeti vodstvo, in do njegovega predsednikovanja sem v bistvu še najbolj skeptičen. Oziroma do njegovih možnosti. Če lahko jaz kar poberem, zato ker ne morem seveda trditi, da imam kakršnekoli povezave z ajdovsko občino, razen občasnega nakupovanja v tamkajšnjih nakupovalnih središčih, ampak ker sem Beočanina tudi jaz omenil v včerajšnjem, če to objavljamo v petek blogu, bi se v bistvu moral ful strinjati s tabo, Antiša, in še iz enega drugega razloga, namreč Jani Prednik je, če zelo grdo rečem, že dovolj dreka namešal v SD-ju in to je pač stranka, ki ima vendarle ta refleks, da je treba notranje stvari spucati navznoter. In Predniku enkrat ni ratal, potem ta drugič ni hotel iti v tekmo z Tanjo Fajon in zdaj je pa kaj? A zdaj pa še enkrat poskusil. Mogoče je ta neobremenjenost Beočanina z njegovo očitno sposobnostjo na regionalni ravni, da nekaj naredi, in da tudi SD dvigne nazaj na raven, za katero stranka zgodovinsko misli, da je na ajdovskem koncu pripada, ker ne pozabimo, da je prva slovenska vlada Ajdovščina, jada, je veliko zgodovine tukaj zraven. Hočem reči, da ima Beočanin morda majčkeno več, kaj se temu reče, kapitala, s katerim vstopa v to tekmo in predvsem, da še ni zaznamovan z prejšnjimi zgodbami. Ta del. Kakšnega kapitala misliš, v kakšnem smislu? Ja, v tem, da je na lokalni ravni to človek, ki ni, a pa na regionalni ravni, če hočeš, človek, ki je nekaj naredil in predvsem, ne pozabimo, ajdovska občina Ajdovščina je tudi lokacija Pipistrela, ki in ta reaching across the aisle, z lepo slovenščino, med Ivom Boskorolom, za katerega vemo, da podpira neko tradicionalno desno opcijo, in Beočaninom, ki očitno lahko naredi, da se pač te ideološke delitve pozabijo v skupno dobro, to ni nekaj, kar bi bilo kar za odmisliti. Brglez pa poleg vsega ostalega, kar je Antiša naštel, ima še en drug problem, da je pač evropski poslanec. In ali želi SD še enkrat iti skozi to isto zgodbo, kot je šla s Tanjo Fajon, da imaš nekoga, ki ti iz Bruslja pride domov predavati, kako je treba stranko voditi. A je Brglez, se kdo spomniš, Andraž, je on na teh lestvicah priljubljenosti? A je on gor? Me zanima, sprašuješ kje mene, ker sem največji kotira. oboževalec in bralec Ja, teh zaradi lestvic. tega glih, ker vemo, kako se delajo in zakaj tam so, pa me sam zanima, me je zdaj Firbec matral, a je bolj visoko ali bolj nizko. No, Jaz pa ne ampak vem, okej, res ne pozabimo. vem, res ne vem. Jaz bi k temu, kar sta povedala cenjena kolega, dodal samo to, da čeprav razumem, Jani Prednik ni zmagal zato, ker je bila Tanja Fajon na zadnjih volitvah za predsednika toliko boljša od njega, ampak zato, ker je do njega toliko negativnih valenc, čeprav razumem. Milan Brglez, sem že v eni prejšnjih epizod rekel, je prišlek v resnici v tej stranki, ki je tam komaj nekaj let in močno dvomim, da bi članstvo ga prepoznalo kot iskrenega vodjo te stranke. Tako da se mi zdi, da bo tle ta stara slovenska, kjer se prepirata dva, čeprav bistveno bolj poznana na nacionalni ravni, tretji, torej Beočanin na lokalni ravni, uspešen politik, če vaju prav razumem. Beočanin. Kaj pa vam je danes s temi naglasi? Ja, res je, Evtanazija, Beočanin. narobe naglasil. Sam čakam še, da breskvi rečete breskov. Kako se reče pravilno, Antiša? Beočanin, vendar. Beočanin. Ja, seveda. Kako ne jaz to vem? No, zdaj veš. Kot bi rekel Marcel, no, zdaj veste. Se pravi, pol misliš, zdaj, če vas jaz vse prav Ma bi rekel tudi razumem, Brglez, če ne bi vedel, ne? če vas jaz vse vaša mnenja bi rekla, da postavljate za favorita tihega mogoče Beočanina. A sem vas jaz to prav ujela? Pred recimo Prednikom in najmanj možnosti pripisujete Brglezu. Jaz bi bil realist in pripisal največ možnosti za zmago vendarle Predniku. Sem pa hotel samo opozoriti na Beočanina. Jaz bi sam dodal, da jaz mislim, da bo v tej tekmi zmagal najboljši. Bi bilo pa zelo fajn, če bi bil to Beočanin,
ker potem bi se uresničila napoved zvezde Twitterja Matjaža Jazbarja, ki je danes tweetnil, kot vse kaže, bomo tudi v tem pogledu dobili končno pravi severnoprimorski derbi. Mislim, da sem ujela, da so ga v NSI ali pa predsednik NSI-ja Tonin, da je zelo lepo govoril o Beočaninu, kar priča, gre v kontekst tega, Antiša, kar si govoril, da je business friendly ali pa da razume ta vidik, ker je konec koncev tudi župan in more na to paziti. Je pa Brglez očitno, mislim, zakaj so ga, vidiš, vi imate ful, pomislekov, češ kratek čas je, ampak evo, na listo je dal, zakaj misliš, da bi nekdo dal soglasje, če ne bi verjel, da ima nek support noter? Ali pa je, a misliš, da je kot tretji noter, zato da bo, a veš, ko so trije, je teže pol nekomu zmagati. Zdaj, recimo, če hočeš teorijo zarote, frakcija Tanje Fajon je zdaj brez svoje kandidatke in recimo, da reče, da je Milan Brglez z njegovim evropskim petegrejem najbližje temu. Ker temam čist SD-jevim, je vsaj po javnem razglašanju mnenj, je Brglez recimo, da na nek način najbližji, to s svojo, Gaza in ne vem, Ukrajina, Rusija. To že, a veš, mogoče se starim SD-jem, evo, se popravljam. No, sej to, a veš, vprašanje je, kdo bo na kongresu volil, ne? In se mi zdi, da je predvsem to, da nista samo dva kandidata, pač pomeni, da lahko ti še mečkam barantaš, če bo šlo v drugi krog, ne vem točno, kako imajo to sicer urejeno. Ja. In predvsem to, da se pač da se ta podpora lahko potem prevaga v eno ali v drugo smer, odvisno od nekih zakulisnih pogajanj in predvsem, evropske volitve so vendarle 2-3 mesece kasneje in je to, da si ti kandidat, ki je prominenten za koalicijsko stranko, je vendarle bolje, kot če ni. Če te ni, ker Matjaža Nemca pa ni nikjer blizu, če smo že pri tem. No, anyhow, še vedno imajo takšen sistem, da lahko tudi na samem kongresu, menda še kdo poda, ne vem, kakšen support že mora dobiti, ampak ni nemogoče, da se pojavi še 4. ali 5. ime. A misliš, da bi Tanja Fajon lahko Ne, letela? tega ne mislim, ampak pač imajo tak sistem in ne vem, mogoče se pa kdo v naslednjem mesecu do kongresa, slabem mesecu, 13. aprila je, da nekega kandidata, ker predvidevam, da bodo, veš, ta 3 imena se bodo zdaj začela vrteti, vsak bo svojo kampanjo delal in mogoče se kaj izčisti v 2 tednih. Je pa od naše zadnje epizode so se pa mal spremenila imena v vodstvu Gibanja Svobode. Zdaj, že takrat smo imeli namesto Vuković, generalne sekretarke, bo to kontrolor Rok Marolt, pa namesto šefice kabineta Petre Škofic bo to Luka Špoljar, pa Arčon, novi podpredsednik vlade, sektor komuniciranje. Se mi zdi, da, ali pa samo moj občutek, ker sem ga že prejšnjič izrazila, da je Sajovic v smislu vodje poslanske skupine mogoče celo na izhodnih vratih. Pisalo se je že nekaj o tem, bi pa vas prosila za vaša cenjena mnenja tudi v kontekstu zdaj, Katič je nova pravosodna ministrica. Predlagala je 2 državni sekretarki in na obe je dobila ne. Ena je šla pol skozi. Ona je rekla, da tega sicer ne razume kot zaušnico, jaz bi sicer rekla, kaj pa naj drugega, ker meni se to zdijo eni mali šamari, ne zaušnice. Kar so, ja. Se ti zdijo? Je že res in to, kar potem je Robert Golob zadnjič razlagal na intervjujih, ki ima 2 intervjuja zvečer pri Urošu Slaku in Rosviti Pesek, da vlada imenuje državne sekretarje od nekdaj. Res je, ampak praviloma to vlada stori na predlog resornega ministra in kadar se to, in jaz moram reči, se ne spomnim, da se to ne bi bilo avtomatizma, se to razume kot odstop od uveljavljene prakse. Čeprav, veš kaj, prosim, tukaj te moram pa vendarle to popraviti, v Janševih vladah je bilo tako, da si ministri že v osnovi niso bili čist, sploh pač uniki niso bili iz največje stranke z velikim S, niso bili čist svobodni pri izbiri državnih sekretarjev. Sploh recimo Karel Erjavec kot minister za obrambo je imel vedno vsaj enega državnega sekretarja, ki je imel
lojalnosti najprej na Trstenjakovi, potem šele do svojega ministra. Tako da neka kontrola je bila. Ne? Tudi mogoče, ker je to bolj v kontekst tega, kar si ti tudi, mislim, Anti, še enkrat govoril, da obstajajo elementi Janševe vladavine, ki se zelo dobro počutijo v vladi in režimu Roberta Goloba. Ne? A sem tako rekel? No, wow. No mislim, recimo. Ne, ampak jaz bi tukaj ta zaplet. Sem, da se ne boš distanciral od svojih izjav. Od samega sebe, ja. Ne, hočem reči, da tudi to priča o še vedno precejšnji politični neizkušenosti vseh, ki so bili v to vpleteni, ker seveda predsednik, razen seveda, če je predsednik vlade to hotel doseči, ne, predsedniku vlade je moralo biti jasno, da bo to ministrica doživela in tudi javnost doživela kot ministriči neke oblike ponižanje, da tako rečem. Ne. Zdaj, v enih, te stvari se dajo da narediti tudi drugačne. Se ena na ena zmenaš, pa rečeš, lej, tega li ti ne bomo potrdili, a lahko poiščeš koga drugega. Ker je šlo javno. Ne? Ja, da greš tako na odprto, seveda, ne, ali smo hlodi, ali pa hočemo nekoga ponižati. Samo te dve možnosti vidim. Ne. Pokličeš, rečeš, le ministrica, koga imaš namen imenovati? Aha, lej, tukaj le sem jaz mal zadržan. Dej, kaj pa, če mogoče, dejva si še en teden, pa poišč nekoga drugega, pa je to med nama dogovor, pa tako naprej. Ne, to pač se tako da narediti, ne. Jaz mislim, da se tako tudi dela, ne? Če potegnem usporednico kot človek iz medijskega sveta, če se direktor ne strinja, da bo odgovorni urednik postavil tega in tega urednika, mu to seveda da vedeti in ima do tega nenazadnje tudi neko pravico, ne? Po drugi strani pa tega ne obeša na velik zvon, zato da ne poniža svojega odgovornega urednika. Ne, jaz tukaj mislim, da je šlo za signaliziranje jasno, ne, in da je bilo pač, da je Golob hotel, da se to ve, ker ne pozabimo, tudi z Andrejo Katič kot ministrico najprej ni bil zadovoljen. In je hotel med Dominiko Švarc-Pipan. No, ampak ne, pa tudi v drugo, ne, to hočem reči. Veš, kaj najprej, ko so oni rekli, kaj je zdaj rekla, da bo dala njo, pa je neki se gunđal, da to pa ne bi šlo čez, pa je moral popustiti, tako da mogoče je z tega vica. No, Andraž, kako pa ti vidiš to? Kaj zdaj? Kjer del? V bistvu... Discipliniranje kičme Andreja Katič. A ni bilo to celo že v bizarkah prejšnjih? Je bilo, ja. Hvala, ker se spomniš. Sej se mi zdi, da smo že to v tem ali pa ajde, pretumbacije GS. Ko pa jaz vem, ne, mislim, malo je zgledali tako, ker bomo se še malo šli v vzgajanje SD-ja še naprej, ne. Ker nam je šlo tako dobro, veš, ne, z Dominiko, dajmo še malo, se da še kaj, dajmo še to, kako nam je ratalne. Tako da, ja, sej pol na koncu pa pač pristali na eno, če se prav spomnim, kjer se je pol slako zalomilo v pogovoru z Golobom, ki sem ga zadnjič gledal, da ga je mogo še tretjič upomniti, da nekaj ni res. Nimam kaj v bistvu dodati temu. Ok, le imam novo istočnico zate, ker imamo to zdaj novo sestavljanje znotraj SD-ja. Vmes je Levico, po tistem krahu s Kordišem, je Levico zapustilo 23 članov. Oni so v obsežnem pismu med drugim zapisali, citiram, za skupinski izstop smo se odločili in odločile, ker v tej malomeščanski liberalni stranki ne vidimo več prihodnosti. Notranja kritika je v kali zatrta, potencial za notranje demokratične procese je propadel, socialistična izhodišča so utajena, naših imen, časa in življenj pa ne nameravamo več razprodajati za bankrotiran politični projekt. Sicer je vse skupaj, mislim, da nekih 17 strani dolgo. Tale se mi je zdel lep delček. Zdaj, sporna za njih je pokojninska reforma, ker naj bi dvignila upokojitveno starost, motijo jih vložki v oboroževanje in vojsko in tako dalje. Zdaj, koordinatorica Levice je na to odgovorila, da je za njih ključno, koliko lahko premaknemo življenje ljudi na bolje, to je tisto, kar nas pri delu vodi. Kaj menimo? Kordiš zdaj stranke ne izstopa, on je rekel, da se bo boril znotraj stranke in da je treba... Koga sem to slišala v zadnji? Jaz bil da je Aljaž. In da je te kritike treba resno vzeti. No, mogoče pa ta istočnica, Andraž, zate. Veš, kaj se sprašujem, a bi prišlo do tega, če ne bi prišlo do vsaj poskusa, če že ne discipliniranja Mihe Kordiša, ne? Kje meni te besede danes letijo, da
da o naglasakih sploh ne govorim. Ne. To se sprašujem, ali bi prišlo do tega, če ne bi prišlo do tistega poskusa discipliniranja. To ustrajanje se Kordiša, ne, boril se mu znotraj, se sliši ne preveč iskreno, ker je na nek način on že malo to napovedoval, kar se utegne zgoditi. Pa mislim, da je nekje izjavil tudi, da če, ne vem, da v bistvu, če še nekdo odide ali kaj, da potem pravzaprav ni več pravih aktivnih, ne, oziroma da ni več veliko aktivnih članov Levice, ne. S čimer se mi zdi, da je hotel povedati, da so pač oni najbolj aktivno krilo v Levici nasploh. Je pa to vse skupaj nekako gre v kontekstu tega, kar sem zadnjič pomenoval kot konsolidacija levo od leve sredine, ne? Na Levici z malim L. Se mi je zdelo tako simpatično, naključno, da so imeli v SD-ju 22 evidentiranih kandidatov in s tem na nek način pokazali mišice in širino in dolžino klopi. Na drugi strani je bilo pa teh 23, ki jih je pa izstopali iz Levice. Ampak kakorkoli, jaz mislim, da gre tle res za en proces enega čiščenja, prečiščevanja levo od sredine, čemu bo nujno sledila konsolidacija, v kakšni obliki, s koliko strankami, bomo pa še videli. Zdaj, Antiša, ta koordinatorica Vrečko je sicer rekla, da niso vsi člani, da so bili eni v procesu, da postanejo. Meni se dozdeva, da gre za seveda med to revolucionarno frakcijo in realisti, ali kako bi se njim reklo, pragmatiki. Vrečko je rekla, jasno je, da lahko z pozicije izvršne oblasti dosežeš več kot iz opozicije. Tam si sicer lahko morda glasnejši, ne moreš pa uveljaviti sprememb, svoje programske iztočnice lahko najbolj učinkovito uresničujemo v vladi. Zdaj, najprej za hec bi se jaz vprašal, katera frakcija zdaj tukaj so bolševiki, kateri so pa menševiki. A ne, hvala. A ne de? Ja, tako. Je res, ne? Sicer pa, Nataša, je to odgovor na tvoje vprašanje oziroma iztočnico. Jaz mislim, da smo mi o tem že kar nekaj se pogovarjali v času, ko je Levica vstopala v vlado in smo vizionarsko napovedali, da se jim zda kaj tazga zgoditi, zato ker seveda koordinator in njegova naslednica koordinatorica sta seveda zdaj v nekem statusu, s katerim se to revolucionarno krilo, kot si sama se izrazila, mečkan težje poistoveti. Ne? Mi tukaj govorimo o službenih avtomobilih, pa o tajnicah. No, pa v vladi si, pa treba je ene stvari sprejemati, pa kompromisi. Tako je razlagal enkrat Janez Šuštaršič, ki je bil minister, ne? Mislim, pol ni bil več minister, je razlagal kot bivši minister. Je rekel, da on zna na televiziji, ko gleda poročila, zna detektirati neko obdobje, ko določen politik začne živeti v prepričanju, da je od Boga poklican in postavljen. Ne? In to se, je rekel, politiki se temu ne moremo upreti, izogniti. Ne? In jaz mislim, da smo temu priča. Hkrati pa seveda, ko ti enkrat greš v vlado, moraš začeti sprejemati kompromise. Tako je. In to je ključno, a veste, to je ključen mehanizem v politiki, da ti sprejemaš kompromise, zato ker absolutne oblasti nimaš, hvala Bogu, ne? In ti sprejemaš kompromise, zato da kam prideš. In točno to je eden temeljnih očitkov teh, zdaj, a so bolševiki, a so menševiki, vodstvu, foteljašem Levice, ne, da tako rečem, ne? Foteljašem v Levici, da so kompromisarji. Ampak, dragi moji, politika je točno to. Foteljaši pa kompromisari, to si ne, zdaj. Foteljaši je pa, danes, ko smo imeli miting, ne, foteljaši je referenca na dogajanja v Srbiji, ko je bila antibirokratska revolucija in so se drli dole foteljaši, ne. To je to. Ja, kvaj že bil, kako je bilo že ime? Mihael Kertes. Da, hvala. Tako, za ta trip down. Sandvič revolucija, jogurt revolucija. Tako. Pa sandviči, ja. Še nekaj, ne? Vse to, kar sta spoštovana kolega rekla, ampak tisto, kar najbolj načne zgodbo, da ne rečem, se pravi resnicoljubnost, da ne rečem verilnost oziroma virilnost, ne? Miha Kordiša, treba je ugotoviti, da se je on, ne, kot Couch Guevara, se je boril. Odlična. Krasna. Se je boril do zadnje kaplje krvi 23-terice. Oni so šli ven, oni so zapustili svoje politično domovanje, a Miha Kordiš ostaja. Ne?
Zakaj? Ker je njemu seveda jasno, da je bolje biti v strukturi kot izven strukture. In tako kot je Asti Vrečko jasno, da je bolje biti v vladi kot izven vlade, ker samo tako boš potencialno lahko morda kaj dosegel in kot smo na tem mestu že večkrat povedali, od vseh 3 koalicijskih strank je sploh glede na svojo specifično težo Levica dosegla daleč največ. 23-terici, ne glede na to, ali so člani ali niso člani, če so vseeno, pa sporočam to, da so pa pač po mojih strokovnih izračunih so samo še 177 sorodnih duš oddaljeni od nove politične stranke. Tako da kar veselo na delo. No, pa še nekaj pri Mihi Kordišu je treba vendarle upoštevati, da je to stranka, ki jo je on v pomembnem delu pomagal soustvarjati, postavljati, pripeljati ne nazadnje tudi v parlament, tudi na oblast, če hočete, ne, pa on se meni ne zdi glih good guy slovenske politike, ampak okej, ne, se mi zdi prav, da imamo tudi take. Tako da jaz si kar mislim, da se ne bo pustil odgnati komorkoli iz stranke, ne, kot sem rekel, ki sem jo pomagal ustanavljati. Čeprav, oprosti, da naredimo tak poetični lok, ne? Veš, Kaj je glih dan poezije, izvoli. Hvala, danes smo ga že omenjali, še enega takega, ki je politično preživel, ne, izgon iz raja in vzbrstel nekje drugje, to je Milan Brglez. Ne? Tako da se. Ja, res je. No, med tem, ko je Levico zapuščajo, je pa, to vam tudi ni ušlo gotov, ne, Logar in Trojka v zadnjo klop, ne. A so že fizično v zadnji klopi ali ne? Ma dobro, to se meni ne zdi to pomemben. Meni se bolj v bistvu zdi pomemben, da na dan, ko imamo antibirokratsko revolucijo pred Univerzo v Ljubljani, ne, da grejo, da so oni okrepili svojo prisotnost na terenu in so bili danes po celi Primorski, to seveda na veliko komunicirajo o tem na družbenih omrežjih. Skratka, to ne more biti naključje, ne. Kot ni naključje zbor v Cankarjevem domu Nove Slovenije. Meni se zdi sam fajn izjava, ki jo je Logar dal v zvezi s tem, ki so jih presedli v zadnjo klop. Rekel je, sedežni red ni pomemben, pomembno je le tisto, kar predstavljaš in poveš pri zastopanju svojih stališč, ker bi temu dodala, ja, natanko to, ne glede na to, kje on sedi in kaj pravi, da po novem je. Tudi Parlameter analiza kaže domala 100% ujemanje stranko, ki ji pripada, in to je vse o teh njegovih samostojnih političnih projektih, kar je zaenkrat zapovedati. Ok, v redu, je bil pa na Primorskem. Antiša, si hotel reči, da je to skrbno, strateško usklajena akcija razširjanja področja boja desnice, ali da so to naredili iz inata? To drugo, bi jaz rekel. Še sem bolj pomislil na to prvo, da... Aha. Zakaj bi se NSI, zakaj bi se NSI tam mazal, da tako rečem, z SDS retoriko, če pa vendarle vsi vemo in vedo, da desnica rabi predvsem eno meščansko-liberalno desno stranko, ne, ki to ni, če bo na takem shodu, kot si ga SDS danes prvošil, ne. In seveda Logar, ki je šel popolnoma drugam, ne. Ampak so bili pa, veš, na 3 koncih istočasno z različnimi pozicijami. Tako marketinško gledano, meni se zdi to kar smart, če razmišljajo o tem, kako na naslednjih volitvah dobiti čim več glasov desno od sredine. Ne? Se pravi, po tvoji teoriji je teater, ki se ga grejo s presedanjem v zadnjo klop, je teater, v resnici je pa to, da se razširja, kako si se izrazil, razširjanje področja boja. Ja, ampak če rabijo še tretjo stranko. Sej ni rečeno, da so se to zdaj prav zmenili, ne? Mogoče NSI pa SDS, ja, ne. Sploh po tistem debaklu, če se spomnite, ki je imel SDS podoben shod, pa so izžvižgali Ljudmilo Novak. Ampak ta del z Logarjem pa lahko, da pač res ne verjamem, da so se prav zmenili. Ampak je pa smart poteza spet. Ne. Lej, še enkrat, ko pogledaš, kaj dela, kako glasuje, ni tudi milimetra stran od SDS-a. Tako da toliko o tej drugačnosti. Nič, drugače pa mogoče, saj ne vem, a bi kaj temu namenili pozornosti, začenja uradno ne, ampak kampanja za evropske volitve, ki bodo med 6. in 9. junijem v Sloveniji 9. oziroma za nas, ki radi predčasno gremo tudi v tednu prej, ali pa Aljaž ti pisno, ali kako ti to urediš, ko si gastarbajter?
Ja, pisno, ne, A oziroma moraš pisati kakšno, da bi želel pa to? Ali greš na ambasado? Ne, saj mislim, ta- da jaz lepo po pošti. Javim se za pač, to vlogo dam na e-upravi, ne, glasovanje po pošti, mirno zdravo. Imel sem celo letos opcijo, me je lokalna luksemburška komun vprašala, če bi glasoval Svetu. tu, ne, ker to se da, mimo grede, ne. Ampak glede na to, da v Luksemburgu ni težav z razumevanjem Evrope kot nečesa dobrega, ne, medtem ko v Sloveniji te težave so, mislim, da bo moj glas na rodni grudi in v Blatnem dole dosti bolj učinkovit kot tu. Ne. Zdaj, kandidatne liste zaenkrat samo SDS in pa Piratska stranka so v kompletu objavili, ostali še čakajo, ne? Ali sem koga zgrešila? Nisem, ne? Mislim, da sta samo te dve stranki. Ja, prav, pa naj pač objavijo, da bomo lahko kaj rekli, ne? Ali kaj? Tako. Dajte malce potrudite. Zato še niso, ki se bojijo našega komentarja. Saj to so pa res. Pa še, veš kaj, tudi mislim, da malo čakajo na 1. april, ko pride retrogradec. Ne? Plus neka obletnica, ne? Plus neka obletnica, ki po moje plus neki prazniki, ki mogoče se zna zgoditi, da bomo celo unavailable. Ampak o tom potom. Ja. Kaj pa, smo pa zaznali tudi neko inicijativo, ki je do neke mere bizarna mogoče? Nič od tega, ali kako se jim reče? A smo že pri bizarkah, ali še nismo? Ok, ajde, gremo na bizarke. Ne, sej niso še to bizarke, mislim bizarke. Pa pa gremo, ne? Se mrskikrat komentiramo bizarno. V 47 minuti smo. Ja, kar je čisto v redu, po planu. No, mene ful zanima, kaj je ta vijolična pika, ki ne bi imela predstavitev jutri ob 12. v Pritličju v Ljubljani, potem, ko bo tole že objavljeno, ker zdaj le govorimo. Jutri ob enih ti bo vse jasno. Ja. Ne. Spominja pa zelo na projekt Canska služba, tako da ta del me zelo zanima, za tega dela. Torej, v 15. krogu če pravilno je zmagal, izrečem, pa bomo za tega del. Ja, no, še to. Se pravi, Antiša, ti si v 15. krogu zmagal, jaz sem bila spet druga, sem enega prevca užgala spet. Dej, začni, pa pol jaz, pa pol naprej. Jaz bom pa enkrat za spremembo pozitiven v bizarkah. In bom toplo pozdravil še eno v vrsti imenovan na mesto podpredsednika vlade, kot je rekel Janez Janša, za Instagram, pravilna dikcija pa se glasi podpredsednik vlade, ki bo skrbel za komuniciranje. Meni se zdi to vrhunska politična poteza, glede na to, da v tej državi nimamo celotnega vladnega urada, ki bi skrbel za komuniciranje o tem, kaj je vlada tudi dosegla. In še posebej se mi zdi pa to dobro, zato ker tudi v kabinetu predsednika vlade nimamo državne sekretarke, ki je zadolžena posebej za, kako se reče, komunikacijsko strategijo vlade oziroma njenega kabineta. Skratka, mi imamo vse to, kar sem naštel, in mi moramo imeti še podpredsednika vlade, ki bo skrbel za komuniciranje. Pa še zunanjo agencijo bomo najeli, kaj to misliš? Kjer pa imajo? Ne vem, meni se zdi pa to logično. A se spomnite, kaj je bil glavni očitek prejšnji vladi v času epidemije? Komuniciranje, ne? Ti so se pa zdaj malo tega resno lotili. Ja. Pričemer Matej Arčon ima, on ima en primeren način komuniciranja in v tem to sploh ni problem. Ne? Problem je v tem, da mi vse to že imamo in še imenujemo nekoga. Pa kaj, a bomo sam še komunicirali? Kdo pa delal? Kdo pa jarke kopal? Ja, kaj, a komuniciranje pa ni delo. Komuniciranje pa ni delo, ali kaj? A zdaj pa delo sem, ko za lopato primaš. Zato sem pa tako nadaljeval, Nataša. Če smo že pri tem, je bil meni bolj bizaren zanj Uroš Slak, ki je rekel predsedniku Golobu. Za podpredsednika ste imenovali Mateja Arčona za komuniciranje. Kaj zdaj to pomeni? Ne vem, mislim, če bi jaz Golob mi rekel, ne vem, stari, na Luno ga bomo poslali, pa tam bojo tiskovke, kako ti ni jasen, kaj zdaj to pomeni. Ja, jaz pa, če dovolite nadaljujem, moja bizarka bi bil pa ta krog, malo sem šla preštet. 8, če sem jaz prav ujela, posvetovalnih referendumov se nam obeta. Zdaj posvetovalni pomenijo, da izid ni zavezujoč, imamo ga v planu o končanju mandata aktualne vlade.
o nastanitvah migrantov v Sloveniji, o izgradnji drugega bloka JEK, o spremembi volilne zakonodaje, o uporabi konoplje v medicinske namene, o evtanaziji, o predlogu energetskega zakona, o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije. Zdaj, na DVK-ju piše, Aljaž, ti to že veš, ampak vsem za politologa v tebi, imamo zakonodajni referendum, pa referendum o spremembi ustave, pa o mednarodnih povezavah in posvetovalni. Ne. Državni zbor jih lahko razpiše na vprašanja, ki so stvar pristojnosti državnega zbora. Mi smo imeli od 26 referendumov doslej, na zadnje v supervolilnem letu 2023 3, v vladi takrat pa dolgotrajni oskrbi pa RTV. Zdaj, v zgodovini Slovenije smo imeli en posvetovalni referendum. To je bil leta 2008 o slovenskih pokrajinah. Udeležba je bila 11%, najnižja v zgodovini države, ker seveda si ljudje mislijo, kaj bom hodil, če jim rezultata pol niti ni treba upoštevati. Ne? No, in kje smo danes, recimo, s temi pokrajinami? Nikjer. 2008 smo imeli referendum. Še vedno neurejeno vprašanje. Tako da moja bizarka je to, ajde posvetujemo se, gomila predlogov za posvetovalne referendume, ki vsak, če so posebej, stanejo 4 do 5 milijone, ok, malo bi bilo cenej, če bi šlo za paket, upoštevati jih ni treba nikomur. Rajš bi dali, Andraž, koliko? Par 10 evrov za konkretno javno mnenjsko raziskavo, če jih zanima. Že pri takih mnenje cifrah, ljudi. dajmo reči 100, čeprav je v resnici bistveno manj. Ajde, ne? 100 evrov, vse zvesten. Če jih bo res toliko, valjda jih na dal vsakega posebej. Ne? Ja, ne, sej, Pa meni ena druga stvar mi je padla na pamet. Ampak, Andraž, veš, jaz pa ne bi bil tako, oprosti, jaz ne bi bil tako zihar. Ne? Common sense sicer prav, da ja, valjda imamo vse skupaj, ampak enkrat sem referendumski dan, a ni to SDS predlagal. Ja. Veš kaj, enkrat sem o tem govoril z Dušanom Vučkom, ne? Ki je rekel, da to je pa, on je bil, kaj je bil, sekretar ali direktor, ali kako Direktor se je rekel. bil, ja, do nedavno je On bil je bil- direktor DVK. Ja. In je dolgoletni. rekel, da to je tako. največja nočna mora, ki si jo lahko zamisliš, da ti več teh volilnih procesov pelješ na Lističev, en dan. Ja. In Tako da raj zagrizejo v to, da dajo nekaj več denarja, kot pa da bi to delali, ker je rekel, to je neobvladljivo, to je noro. No, Ampak skratka, okej, meni kar nadaljuj se svojo to, misel, prosim. nič, samo Mislim, to sem, Razen, ja, če si bi bile, hotel ti, Andraž, mislim, ja. razen Ja. če bi bile kakšne volitve, zdaj slučajno, ne, pa bi to lahko malo optimizirali. Ja, ampak no, meni se v vsakem primeru zdi posvetovalni, ker vam ni treba ga niti upoštevati, izvedba pa stane tako od 4 do 5 milijonov, pa tako, Antiša, kar si ti zdaj rekel, je nightmare, če bi jih vseh 8, če bodo seveda 8 jih sploh. Ne. Tako da gomila posvetovalcev je moja bizarka. Tretji je bil napovedovanje EU volitev. Andraž, izvoli. Jaz sem presenečen, po eni strani, da nisem zmagal, ker je moj cilj torej izgubil, po drugi strani pa, da je res toliko malo ljudi prepoznalo bizarnost tega, kar se je zgodilo s temi napovedmi. Jaz sem šokiran nad stanjem slovenskih medijev v zadnje čase, večkrat to izrazim, kako se to mirno, kako gre to in nikome ništa mimo, neverjetno res. Moja bizarka tokrat bo pa mogoče ne zadnja, ker bom uporabil v njej stranko SDS. Gre pa za neverjeten preobrat. Ne? Ta stranka je v času prejšnje vladavine bila praktično ves čas, ali pa vse zadnje leto in pol na približno taki podpori, kot jo ima danes Golobova vlada. In so seveda zanikali, da ne rečem zaničevali vse kakršnekoli ankete, ki niso bile podpisane od Parsifala, češ ne, to seveda ni razlog za odstop, ne, ali za predčasne volitve, kaj šele kaj tazga, ne, prava raziskava, oziroma prava anketa so volitve. Ne. In zdaj lega zlomka, ne, kar naenkrat ne, se sklicujejo na te iste ankete, ki merijo tak iste rezultate, kot so jih merili njim, in navajajo to kot razlog za predčasni stop in volitve, oziroma za odstop in predčasne volitve te vlade, in to bom nominiral kot bizarko tega tedna. Dobro, in Aljaž, izvoli. Ja, jaz Tvoj moram favorit. na tej točki moram samo to dodati na politologu, meni okoli posvetovalcev. Ljubčki moji, če boste to delali, si boste uničili, oziroma boste narodu uničili še enega zadnjih inštrumentov neposredne demokracije, ker vse ostalo ste itek že povozili in zavozili in zafračkali, ne, zdaj boste pa še s tovrstnimi nebulozami, kot jih je Nataša preomenila,
boste še to naredili. Pa se pa sprašujete, zakaj vam folk ne verjame, pizda. Awesome, fucking awesome. Ja, Izvoli. No, skratka, moja bizarka, do pred 1 uro in pol je bil to Matej Tonin. Ampak žal ga moram obvestiti, da ga je tudi tokrat Janez Janša povozil, ker to, da imaš naprej zastave slave, socialistično himno na zletu stranke, ki več kot odkrito koketira za skrajno desno ideologijo, oziroma jo je že kar posvojila, to je najbolj bizarno od vsega skupaj, tako da to je moja bizarka, naprej zastave slave na zletu SDS-a. Evo, to je to. Jih je bilo veliko na shodu, mimogrede, vi, ki ste to malo uspeli pogledati. To zdaj provociraš, celo zastav je bilo ogromno. Začela s tem vprašanjem. Zastav je bilo ogromno, seveda. Ja, Je bilo, tako, ker se zagre, ne? Zato se pa ni videl, koliko je udeležencev zadaj, ker je bilo toliko zastav. Pa dežnikov tudi, veš, to so te, ne vem, če se vidva starejša občana, se spomnite najbrž unih javnih sej ZSMS-ja na trgu, takrat še revolucije, ker ni bilo to take udeležbe, ne, tudi v časti Janše, takrat, leta 88, ampak je snežil, pa so bili dežniki, pa izgledali, da je trg poln. Ja, res je. Ja, če bi imeli še 5. človeka v ekipi, bi mogoče se med bizarke lahko prerinil tudi župan Janković. A ste mislili, da se kaj lahko zgodi, ne da jaz požegnam? Jaz sem tu prost, Przokijo to ni bizarno, Przokijo je to baseline, kle se začne. Stanje stvari. Ja. Krasno. Zadnjih 30, torej rubrika, ko vsak pove, kar želi, nasveti, priporočila ali pač zgolj lepa misel. In recimo, ajde Aljaž, pa zdaj bo pa prvi. Prav. Na dan, ko to objavljamo, in če boste to slišali še pred 15. uro, Cvetličarna Lilija ima ugodnost ob dostavi šopkov za materinski dan. Ta mislim, da je 25. marca letos. Ruši je pač znana twitterašica, ki je, mislim, da jo je ustrezno pravično in se spodobi, da se jo podpre. In tudi Cvetličarno Lilija, torej danes, petek, 22. marca do 15. ure sprejemajo naročila za dostavo na točno materinski dan na pač naslov, ki si ga boste, potem boste v trgovini boste videli. Jaz sem to že naredil. Hvala za opozorilo in to opozorilo zdaj z veseljem delim naprej. Andraž. Ja, jaz sem imel pripravljeno neko priporočilo za eno stvar, ki je nisem videl in ne bi mogel videti, ker je razprodana. Sem pa zdaj žal pozabil, kaj je to bilo, tako da sem se v zadnji sekundi rešil spet se bom vrnil k mojim zanesljivim priporočilom, koreninam, torej serija HBO, sem še kar, ravno kar se je pojavilo, Kokosi koncert, evo ga. Kokosija bi priporočil za koncert, žal je razprodan, tako da če ga nimate kart, a ti lahko na glas popravim? Kokosi? Ja, bravo. Ja. Andraž, kako si? Jaz pa mislim, da je bil on kokosi tlele, da ni kokos. Ne vem, jaz pa na glasi danes nismo na isti valovni dolžini. Sam pa, ker sem pa res začel, serija Režim se je pojavila na HBO, jaz sem jo pričakoval, ker sem videl napovednike. Po IMDb oceni sodeč so nekateri imeli ali previsoka pričakovanja, ali so pa pričakovali nekaj popolnoma drugega. V glavnem gre za serijo, v kateri vsaj zame blesti, meni zelo ljuba Kate Winslet, o eni avtokratski vladarici neznane srednjeevropske države, na pol monarhije, ki ima polno enih bizarnih elementov, krasnih, če se vam pač všeč, fino vsekana je, tako bom rekel, in jo seveda priporočam. Zaenkrat so bili, se mi zdi, predvajani prvi 3 deli. HBO, še enkrat, Režim. Mimogrede, pevec od Kokosjev je ful krasen model. Zelo hud model. Ja, na radiju se ga sliši. Ja. Drugih ne poznam, ampak tale je... Krasen je. Okay. Inovativen, bom rekel, tako malo bom jaz nadaljevala, ker si Antiša ti zmagovalc. Jaz pa priporočam podcast Alana Alde, Mesh, Hawkeye Pierce, zelo priljubljena serija, snemali so jo v 70-ih, 80-ih in on ima podcast Clear and Vivid with Alan Alda. Zdaj, gospod je januarja praznoval
88. rojstni dan. Nehi. On tedensko dela podcast o tem, kako se povezati z ljudmi okoli sebe, o moči komuniciranja in sploh mu je zelo blizu tema komuniciranje znanosti, pogovarja se z različnimi profili ljudi o vsem, recimo nazadnje imel par zelo dobrih epizod na temo umetne inteligence z bivšim predsednikom uprave Google, Erikom Schmidtom, pa z Botro, AI-ja, Fei Li. Skratka, res zelo zanimivo, tudi s svojimi soigralci iz Meša, kateri so še živi. Skratka, več kot 300 epizod, krasne teme, zanimivi gostje, on je zelo fajn voditelj. Gostoval je tam pri Stevenu Colbertju, ki ga je vprašal, zakaj delaš podcaste? Because it's fun. Tako, res je, mora biti fajn človek. No? Tako da hvala Šoferji, ki je na ta krasen podcast opozoril na X-u pred časom. Clear and Vivid with Alan Alda. Izvoli, Antiša. Hvala. Jaz bom pa se kar lepo zadržal na televiziji Zagreb, ki sem jo zadnjič v Generalu priporočil, oziroma HRT-ju, in bom priporočil dokumentarec, ki v ponedeljek je bil njegov drugi del, francoski dokumentarec z naslovom Hitler, Stalin, spopad tiranov. Skratka, dvodelni dokumentarec, zdaj potrudite se pa ga poiščite, za zamik ga lahko drugi del si še ogledate, o tem, kako sta se preigravala Adolf Hitler in Josif Visarionovič Džugašvili Stalin. Pred drugo svetovno vojno in tudi med njo. Znano je, da se človeka nikdar nista osebno srečala. Na podpisu pakta Ribbentrop-Molotov je Stalin kot gostitelj bil, Hitlerja ni bilo. Tako da toplo priporočam, ker je resnično dobro narejen dokumentarc, ki ponudi vpogled v vojno, ki sta se jo šla, ob tem, da sta se šla resnično vojno. Super predlogi. Kako fajn, da je vikend, da bomo lahko to malo vse prišli s tem. Ja, drugače, jaz bi v zaključku samo opozorila, ne spregledajte YouTube kanala Metine liste, kjer imamo po novem v tednu, ko ni audio podcasta, imamo video bizarke. Ja, ampak kadar je audio podcast, je tudi na YouTube Je kanalu. pa tudi tako, vidiš, poglej, Viš, če ne bi tako zapeljala, ne bi prišlo do takšnega poudarka. Gesundheit. Res je. Pa brez zamere. Hvala lepa, do naslednjič. Zdravo in lepo pozdravljeni. Planica, planica.